Živjo, kako ste? Joj, kako vas je lepo videti. Veste, tudi če vas ne vidim, vas čutim v svojem srcu. Pogrešam vas. Vem, tudi vi mi pišete, da me pogrešate. Prav zato sem se odločila, da se poleg tega, da se slišimo po elektronski pošti, po SMS-ih, sem se odločila, da se še takole vidimo. Upam, da vam bo všeč. Povejte mi. En lep pozdrav tudi vsem vašim staršem. Vse prav lepo pozdravljam. Dragi otroci, znašli smo se v eni popolnoma novi situaciji. Ta situacija je nova za vse. Za vas, za vaše starše, za mene, za vse učitelje. Prvič sem se odločila, da se snemam takole v živo. Prej sem se lahko skrila za glas moj, brez slike, zdaj je še slika zraven. In to samo z enim namenom, da bi se še bolj zbližali, da bi se še bolj povezali, da bi nam bilo vsem lažje. Nikomur ni lahko. V tej situaciji, ki je nova, je za vsakogar težko. Vsi se šele učimo. Tako vi, vaši starši in tudi mi učitelji. In zato je razumljivo, da v teh časih, vsaj na začetku, vsi še delamo napake. Ampak napake so zato, da se z njih učimo, da rastemo, da postajamo še močnejši. Zato ni nič narobe, če komorkoli spodleti. Pomembno je, da ostanemo, da gremo naprej, da ne obupamo, da se ne predamo. Kako ste drugače? Kaj počnete? Pogrešate šolo? Verjamem, da jo. Kako vam gre šolsko delo? Vas skrbi kaj? Povejte mi, ne sme vas nič skrbeti. Če vas karkoli skrbi, prosim, napišite mi. Povejte mi, skupaj bomo rešili vsako, še tako težko stvar. Ne sme vas skrbeti. Šola pa zdaj res tista zadnja stvar, da bi se zaradi nje obremenjevali, da bi bili žalostni. Veseli bodite. Tudi te časi bodo minili in potem nam bo še lepše, ker bomo znali to ceniti. Danes je pa prav en poseben dan. Saj veste, kateri. Danes je materinski dan. Danes praznujemo vse mamice tega sveta. Prepričana sem, da ste svojo mamico že poljubčkali in objeli in ji povedali, da jo imate neskončno radi. Vkolikor še niste tega naredili, lahko to danes še storite. Ne pozabite. Zanima vas, kako sem jaz? Kaj vam naj povem? Super sem. Fajn se imam, nič mi ni hudega, dnevi mi hitro bežijo. Gledam sonce, opazujem morje, sprehajam se, delam za šolo, razmišljam, kaj bi lahko storila, da bi bilo vam še lažje in lepše. Ampak nekaj vam moram priznati. Včasih sem tudi žalostna. Mogoče danes še toliko bolj, kajti danes je en poseben dan. Kot smo že povedali, danes je dan mamic. In vsaka mamica si želi svojega otroka stisniti k sebi. Moja dva fanta sta daleč stran. Ne morem jih stisniti k sebi, lahko jih pa čutim tukaj noter v svojem srcu. Teo je v Berlinu, Tim je v Avstraliji. In zame je zagotovo to ena velika preizkušnja, ena povsem nova lekcija, da se učim zaupati. Da se učim, da je za njiju poskrbljeno, da sta varna, kjerkoli sta.
Vsi mi se srečujemo s takšnimi ali drugačnimi izzivi, zato želim, da ne obupamo, da verjamemo, da nam bo uspelo. Uspelo nam bo in vse bo dobro. Kaj počnem? Zjutraj vstanem, že zelo zgodaj. Poslušam, meditiram, potem obvezno delam dihalno vajo, potem telovadim, tako kot je prav. Ne pozabim na pitje velike tekočine vode, mojih sokov, ki si jih delam, saj veste, saj me poznate. Potem grem na teraso, sreči imam na terasi vsak dan sonce, tako da sem lahko na soncu, gledam morje. Z možem odhajava na sprehode, se sprehajam po vinogradih, tam, kjer nikogar ne srečam. Veliko berem, pišem, snemam. Nekaj časa pa porabim tudi za šolo, zato, da vam pripravim stvari, da jih boste lahko delali. Nekaj časa zvečer mi pa ostane tudi za televizijo. Tako da dan mi tako hitro mine. Včasih mi je dan še prekratek. In potem je spet nov dan tu, novi izzivi, nove zmage so pred menoj. Vsak dan posebej. Danes zjutraj sem prebrala čudovito zgodbo, ki jo ta trenutek želim podeliti z vami. In sicer zgodba pripoveduje o slepem možu, ki je sedel v parku na klopci. Takole pravi. Mož se je usedel v park na klopco in k nogam na tla postavil klobuk, poleg klobuka pa leseno tablico, na kateri je bil napis: Prosim, pomagajte mi, slep sem. Mimo so hodili ljudje, se ustavljali, nekateri darovali drobiž, drugi šli zgolj mimo, ne da bi slepega človeka sploh opazili. Mimo pa je prišel tudi nek ustvarjalni mladenič, pogledal klobuk, kjer je bilo le nekaj drobiža. Ne da bi prosil starca za dovoljenje, je vzel tablico in nanjo napisal novo sporočilo. Tablico je postavil nazaj k ubogemu možu ter odšel. Popoldan pa se ponovno vrne. In ko je prišel mimo slepega človeka, mimo človeka, ki je prosil miloščino, je videl klobuk, ki je bil sedaj poln bankovcev in nekaj kovancev. Slepi mož ga je takoj prepoznal že po hoji, ter ga vprašal, če je on tisti, ki je napisal nov napis, ter predvsem ga je zanimalo, kaj je tisto, kar je bilo na tablici napisano. Mladenič se mu je iskreno nasmehnil in mu dejal: Nič takega ni napisano, kar ne bi bilo resnično. Moj napis je enak kot tvoj napis, le z drugimi besedami sem to napisal. Nasmehnil se je starcu ter odšel. Slepi mož ni nikoli izvedel, da je njegov zapis imel naslednje sporočilo. Danes je pomlad in jaz je ne morem videti. Kako čudovito sporočilo. Tudi pri nas je pomlad. Tudi pri nas se narava prebuja. Pa resnično vsak dan vidimo to lepoto, ki je vse okrog nas. Smo hvaležni za to, da lahko vidimo vse te lepe stvari. Danes je zapadlo tudi nekaj snežink snega, ampak ne pri nas. Mi imamo sonce in močno burjo. Vendar sporočilo te zgodbe ni samo, da se učimo biti hvaležni.
temveč je predvsem to, da ko nam nekaj ne uspe, ne obupamo, temveč poskušamo na drugačen način. Kaj je mladenič naredil? Le zamenjal je napis na tablici in stvari so se popolnoma spremenile. Tudi mi se odločimo, da ne bomo nikoli obupali, tudi če nam bo težko, tudi če bomo padli. Pomembno je, da vedno znova vstanemo, se poberemo in gremo naprej. Mogoče je prav zdaj ta čas, ko se učimo tudi na drugačen način. Stvari lahko delamo tudi drugače. Lahko se takole pogovarjamo, kot se danes pogovarjamo. Iz vsake situacije, ki se nam zgodi, moramo potegniti najboljše stvari. In vedno verjeti, da se da. Prosim, ne pozabite tega. Vse je mogoče, če le verjamemo v to. Pa gremo zdaj še na pouk in na vaše vprašanja, ki ste mi jih poslali. Kar nekaj jih je bilo, čeprav sem jih več pričakovala, zdaj ne vem, ali je vse tako jasno ali je toliko malo vprašanj. Najprej vsem vam polagam na srce, ne komplicirati. Prosim, stvari poenostavite. Mi jih bomo poenostavili in tudi vi jih dajte. Mogoče je bilo v prvem tednu res nekoliko preveč stvari, sploh kar se tiče družbe, kar se tiče angleščine, ampak v naslednjih tednih vam obljubim, da bo manj tega, manj snovi, manj obsežno. Glejte, ta šola, ki jo imamo zdaj, je drugačna. To ni klasična šola, ki smo jo vajeni. Mi zdaj živimo šolo, ki se ji reče življenje. Vsi mi se učimo vsak dan sproti, delamo napake, s katerih se naučimo in gremo dalje. Vas pa prosim, da ne omahujete, da ne zakomplicirate stvari, poenostavite stvari. Tudi mi jih bomo poenostavili. Sprašujete me, kako bo z ocenjevanji, kako bo s preverjanji. Naj vas ne skrbi. Ne bomo posebej ocenjevali, ne bomo posebej preverjali, kajti vsak trenutek vas, mene, vaše starše, življenje vedno znova in znova preverja. Vsak dan imamo nove izzive, vsak dan smo na preizkušnji, vsak dan nas življenje preveri. Zato si ga mi ne otežimo še bolj. Zanima vas, kako je s printanji, kako je s tiskanjem. Kdor želi, si lahko natisne učni list, ni pa nujno, kajti vemo, da nimate vsi enakih pogojev. Tudi jaz sama nimam printerja doma. Zato le prepišete tiste osnovne stvari, lahko rešite učni list v zvezek ali si ga natisnete, če imate to možnost. Ampak obljubim, da ne bo veliko teh učnih listov. Potem vas skrbi, kako je z računalništvom. Mnogi pišete, da ne morete vstopati na ta računalniški portal. Verjamem, res je problem je. Problem je, ker je preobremenjen sistem. In včasih se zgodi, da vam ne uspe niti priti, kaj šele, da bi lahko delali testne vožnje. Nič hudega. Če vam ne uspe danes, vam bo pa jutri ali pa čez en teden, ni pomembno. Zdaj se res ne zaradi tega obremenjevati. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Naš računalničar je dal že nek PDF gor, neke pole, lahko tudi te vadite. Ampak za vse bo še dovolj časa. Nič hiteti. Ustavite se, uživajte v trenutku, vsakem posebej. Ozavestite ga. Bodite veseli in hvaležni. Zato, da se zbudite. Zato, da imate starše, ki vas imajo neizmerno radi.
šola zdaj ni tako zelo pomembna. Pomembno je seveda, da se učite. Pomembno je, da delate naloge, vendar le toliko, kolikor zmorete. Ne pretiravajte. Mnogi me sprašujete za gugalnico, kako, s kakšnimi materiali, da nimate možnosti, da nimate materialov. Poglejte, na spletni strani je že kar nekaj teh gugalnic. Ne komplicirajte, lahko je preprosta, lahko iz odpadnega materiala, lahko iz papirja. Kakorkoli, vse bo v redu. Potem je bilo vprašanje, kar se tiče predstavitve inštrumentov. Kdaj in kako boste predstavili inštrument? Lahko mi predstavitev pošljete, lahko jo poveste staršem, lahko poslikate plakat. Karkoli, to, kar vi mislite, da je najboljše. Glejte, jaz vam zaupam, jaz verjamem, da boste naredili in vem, da ste odgovorni, da boste poskrbeli, da tista naloga, ki je vaša, da jo boste sami naredili. Seveda v času, ki bo najbolj primerna za vas in tudi količinsko takšna, da ji boste kos. Vesela bom za vse fotografije, ki mi boste pošiljali. Nekaj jih lahko tudi objavimo na spletni strani naše šole, da bodo tudi ostali učenci videli, kako zelo se trudite. Vendar ne pozabite, zdaj je najpomembnejša šola življenja. Vse je drugače, za vse vas. Za vas, za vaše starše, za mene. Na vse glejmo pozitivno, ne obupajmo, nikoli. V vsakem dnevu in vsakem trenutku iščimo dobre stvari. Iščimo stvari, ki nas bodo razveselile. Morate vedeti, da je v tem času najpomembnejša izobrazba srca. Ta je na prvem mestu, saj se vsakodnevno učimo solidarnosti, učimo se potrpežljivosti, učimo se strpnosti, upoštevanja drug drugega. Učimo se medsebojne pomoči, prilagajanja, hvaležnosti in predvsem srčne vzgoje. Ta je pa najpomembnejša. Zato vsakodnevno ustvarjamo skupne dragocene trenutke v vaši družini, z vašimi najljubšimi člani, z vašimi mamicami, ati, sestrami, brati. Povežite še bolj. Bodite hvaležni, da imamo drug drugega. Hvaležni bodite, da se zbudimo vsako jutro, da nam je toplo, da nas ne zebe, da lahko hodimo, se gibljamo, da lahko vidimo. Vidimo to lepo naravo, ki se spreminja, zdaj je še toliko lepša. Lahko pokličemo po telefonu vse tiste, ki jih imamo radi. Ni treba v šolo, juhej, vse to ste si vedno želeli. In zdaj se nam je želja vsem uresničila. Kakšni smo ljudje, zdaj, ko se nam je uresničila, pa nam to ni všeč. Zdaj bi pa vsi ta trenutek radi prišli nazaj v šolo. Kaj ne? Saj bomo. Jaz sem prepričana, da se bomo videli. Vendar ne še tako zelo, zelo kmalu. Videli se pa bomo. In toliko bolj bomo veseli vsakega objema, vsakega stiska rok. Veselimo se tega že zdaj. Ne pozabite nase. Ne pozabite nase, ne tudi vi starši. Ta prvo poskrbite zase, šele potem za vaše otroke. Dragi otroci, skrbite zase, vsak dan, vsak trenutek, saj veste, zdrava prehrana, gibanje, spanje, dovolj vode, dihanje. Čuvajte se vsak trenutek. In predvsem, kar je pomembno, da preženete vse slabe misli, da vse tiste negativne stvari pozabite in da se imate radi. Radi vsak trenutek. Moji otroci, tudi jaz vas imam neskončno rada.
Vsakega posebej objemam in vam pošiljam nešteto poljubov. Mua. Čau, čau, se bomo še slišali. Nasvidenje.